Prišel je čas, ko je treba iti domov. To, kar ste prej videli, te posnetke, to je bilo včeraj, ko sem šel zvečer malo ven in oni glih novo leto praznujejo in imajo to foro, da se polivajo z vodo. Nisem nič pametnega mogel posnet, ker je muska posod bila, tako da sem sam majčken izseke dal, pa na nočno tržnico sem šel, da sem še neke darila kupil. Tako da to je bilo to, no, potem sem se pa v hotel vrnil, no, danes je pa že odhod, vam bi pa rad še par stvari pokazal. Glejte, da vam pokažem, kako jaz pokam stvari. Glejte, jaz čist praznem kovček, popolnoma čist praznem in potem začnem pokati. Vidite, tle imam stvari, no, tele nove merelke, glejte, čist nove. V teh bom šel, da bom v čistih, ker tele sem kar obdelal. No, zakaj to naredim? Zato, ker imam en strah, oziroma sem previden, da mi ne bo kdo kaj potaknil. In jaz bom zdaj vse tle, lejte, tudi umazane cune, vsake umazane gate, pomazane štumfe bom pretipal, da ne bi slučajno kaj noter bilo, ne. In tle tudi, vidite, tle imam neka rezervna očala za 2 evra, ne, vidite, tudi tu bom odprl. Aha, okej, zdaj pa tu lahko gre noter. Evo, lejte, tule sem kupil, sploh odprl nisem, veliko stvari sem vzel, ki jih sploh nisem rabil. Tako da ja, zdajle tole nas čaka, da spokam, pa še sebe malo zrihtam in gremo na letališče. Dragi gledalci, moje potovanje po Vietnamu in Kambodži je končano. Čez dobro urco se odpravim na letališče in potem domov za Slovenijo. Če sem iskren, se vrnitve domov veselim, ker bo doma pomlad, izleti po Sloveniji, izleti po Balkanu, neke nove izzive, nove projekte imam, tako da same lepe stvari me čakajo in tega se veselim. Drugače pa med vsem videi manjka en video, to je o rdečih kmerih. To sem si šel pogledati včeraj in sem rekel, bom jaz to v video dal, ampak zadeva je toliko obsežna in ogromno sem posnel. Če tisto vse dam, bo več kot 1 uro. Ampak sem rekel, bom en dober dokumentarc iz tega naredil. Tako da nekaj malega sem jaz tam povedal, malo sem snemal uno vodičko, ki je pripotovala. V glavnem, tisti, ki ne veste, kaj so rdeči kmeri. Rdeči kmeri so ena veja komunistov, ki so prišli v Kambodžo na oblast tam leta, ne vem, 70, se mi zdi, 74, 75, bom točno v dokumentarcu povedal. Voditelj je bil Pol Pot in on je zagovarjal državo brez denarja, brez izobraženih ljudi, celo brez življenja v mestih. On je hotel narediti družbo, ki bo živela na vaseh in se ukvarjala izključno z pridelavo riža. In v mestih, mesta je dal celo podrt, uničil tovarne, bolan človek, čist bolan. Zdaj svoje nasprotnike, oziroma ne nasprotnike, sam če si bil izobražen, če si bil veren, če si živel v mestu, če nisi mu žulil na rokah, si bil takoj sovražnik
in so tudi pelali v taborišča, zapor ali kamorkoli. In 99,99% so jih pobili. In na kakšen grd način. Naj vam sam povem, da majhne otroke, tudi mlajše od enega leta, tudi starih samo par mesecev, veste, kako so jih ubijali? Tako da ga je prijel za noge, pa ga je ob drevu udaril z glavo. Zato, ker je bilo škoda metkov. V glavnem popolnoma bolano in kaj tazga groznega se najbrž v človeški zgodovini ni naredilo. Tu sem prepričan, da bo to super dokumentarc. Imam vodičko ful posneto, pa bom malo dal, malo bom jaz vmes povedal. Pa tako naprej, celo eno knjigo sem kupil od enega, ki je to preživel. Zanimiv dokumentarc bo. Ne morem vam obljubiti, kdaj bo, obljubim vam samo, da ga bom probal čim prej narediti in ga objavim in to bo top video. Za tiste, ki vas to vsaj malo zanima, ampak sploh ne vem, koga to ne bi zanimalo, ker to je nekaj toliko posebenega, toliko neumenega, toliko pokvarjenega, da to more vsakega zanimati. Mimogrede, pobili so 1/3 prebivalstva, 2 milijona. Tako da, noro, ne. Zdaj, kako sem se ostalo imel, si poglejte v ostalih 13 videih, ki jih pač si lahko pogledate na mojem YouTube kanalu. Tisti, ki še niste naročeni na moj kanal, se naročite. Videi so bili zelo dobro gledani, zelo dobro, eni imajo celo prek 30.000 ogledov in se še kar gleda. Sem zelo vesel. Zelo sem vesel, koliko sem pohval dobil, tako da hvala vam. Drugače, če nimate moje knjige, jo lahko kupite. Link imate spodaj v opisu videa. To je knjiga, ki je polna nasvetov za življenje in posel. Za njo sem dobil vsaj 100 pohval in takih res dobrih pohval. In to mojo knjigo so tudi prebrali neki ljudje, za katere bi si rekel, da jo ne bojo prebrali, ker berejo samo knjige v angleščini, pa imajo res berajo kaj berejo. Tako da upam se trditi, da je to odlična knjiga in z nakupom knjige podprete moje delo, to, da sem knjigo napisal, pa hkrati tudi vse to, da snemam videe in tako naprej. Link imate v opisu, tako da tam jo lahko naročite. Preden grem iz Kambodže, da tukaj, ki so sveži vtisi, da naredim še en povzetek potovanja. Obe države so zelo zanimive. Super je bilo in obe dve so tudi zelo enostavne za potovanje. Edini minus, ki je ta, da tukaj je res veliko turizma. Tako v Vietnamu kot v Kambodži. Ampak to ni razlog, da ne bi šli, ne. To ni razlog. Ravno zato je pa tako lahko potovati, veste, ker se je turizem razvil, ne. Veste, vsak avtobus lahko ti bukiraš na recepciji hotela in potem, ko imaš ti avtobus, te pridejo puj in te odpeljejo na avtobusno postajo, greš v avtobus in se odpelješ. V parih primerih so me pa celo čisto do hotela pripeljali. To ne moreš verjeti, ne. Tako da Vietnam, Kambodža, to je tudi za začetnike super zadeva, tako da fino, no. Kar se tiče ljudi, izredno prijazni, nobenih nateganci, res nobenih. Tudi, da bi ti kje ukradli, čeprav pazljivost ni odveč, ne.
Ta Slovenec, Jernej, s katerim sem tudi intervju naredil, mimogrede, poglejte si ga, Slovenec, ki živi v Vietnamu, je rekel, pazi, ti ne bojo kje telefon ukrali. Meni so ga, ne vem, kako na motorju ali kako. Ja, lejte, med Ho Chi Minh ima 10 milijonov ljudi, logično, da se najdejo tudi slabi ljudje, tako da pazljivost ni odveč, ampak da bi vas pa posod ki čakali slabe, lejte, po noč hoditi po ulicah, tudi teh temnih, ki ni ljudi. Mene ni bilo čist nobenega straha ni bilo, čist nobenega straha, vam povem, no. Kar se hrane tiče, odlična. V Vietnamu še za odtenek boljša, pa tudi cenejša. Ne morem pozabiti une juhe iz Ninh Bina. Juha €1,10, taka orenka strola, zelenjavna, z rezanci. Tako dobra, ljudje, ubijal bi za njo. Do take juhe pol dobre nisem nikoli več naletel. Če bi tam vedel, da ne bom več take dobre juhe, bi bil kar malo razočaran, tako da morda celo fino, da nisem vedel, ne. No, naj povem, da je Vietnam tudi kar občutno cenejši kot Kambodža. Zdaj, koliko sem zapravil, vas verjetno zanima, koliko me je celo potovanje stalo. 33 dni, sem včeraj malo preračunal na hiter, ni to točen znesek, ampak bom rekel, 33 dni me je skupaj z letalsko karto stalo 2400–2500 evrov. Pa nisem čisto nič šparal. Vedeli ste vse, v kakšnih namestitvah sem bil. Zdaj, če bi hotel biti v majčkeno boljših namestitvah, kot sem bil jaz, to pomeni, za 200–300 evrov boste v bistveno boljših namestitvah, kot sem bil jaz. Ampak meni so bile te čist, ok, ne. Morate pa vedeti, saj ste po videih videli, da sem ogromno videl, ogromno. In veliko doživel, dobil novih izkušenj. Jaz mislim, da veliko ljudi v Sloveniji cel življenje ne doživi to, kot sem jaz teh 33 dni. Pa ne, da hočem koga poniževati ali sebe narediti več vredenega. Jaz ćem samo to dejstvo povedati, ker jaz vas hočem ljudje prepričati, dajte potovati. Pa to potovanje je super, šir obzorja, vidite neke nove stvari, čeprav je potovanje tudi muka, ne. Jaz tule v Kambodži mi je bila na trenutke kar muka, ker je bilo tako vroče. Te že z te sobe, ki stopim ven kele na hodnik, je razlike 10 stopinj v temperaturi. In en dan tle v Phnom Penhu je bilo tako vroče, da to ljudje ni bilo za zdržati. Včeraj pa majčkeno dežek pol, je bilo pa čisto normalno, ne. Pa dajte, če boste potovali, začnite z nekim bližjim destinacijam. Pejte za 3–4 dni, da note imeli domotožja, pa tako naprej, ne. Pa boste videli, vas bo prijelo, boste sem potovati hoteli. In to je res noro, ne. Zdaj, takole, ker sem jaz sam šel, ne, imaš tu čas za razmišljanje, narediš načrte za naprej, dobiš kakšne dobre ideje, tako za posel, kot za življenje. Jaz sem jih dobil cel, ker sem tam en zvezek, pa se vse noter zapisujem. Tudi zdaj na avionu si bom še malo dopisal, sem kaj pozabil. Pa potem tudi na potovanju sem knjigo prebral, eno bom zdaj nazaj, eno sem od Bojane Ivanović, vrhunska knjiga, bom tudi doma video posnel, da povem več od nje, sem ji že obljubil, ker je res dobra knjiga, da bom posnel, že tukaj pa preprosto ni bilo cajta. Res sem bil ljudje aktiven in veste, eni si sploh ne zavedate, koliko je tole dela tudi, da vse te videe objaviš. To je ljudje toliko dela, jaz vam lahko povem, da
zelo malkrat sem se za 15 minut nekam usul, pa delal čisto nič. Sem skozi nekaj in potem še to s počasnim internetom, pa take zadeve, tako da vse verjeten je to preveč dela na potovanju, ne. Mogoče bilo boljše, da to ne bi delal. Ampak glejte, spremljate me, vesel sem, ker me spremljate. Tako da zaenkrat bom to še kar delal. Bi bilo to pa veliko bolj enostavno, da bi rekel, bom jaz odpotoval ta mesec, potem bom pa doma to zmontiral pa objavljal. Se tudi zavedam, da čez en mesec vas moje potovanje, ki je bil en mesec nazaj, ne zanima več. Taki smo ljudje, zanima me nas, kaj je bilo zdajle ta trenutek, kaj bo, ono, kar je bilo včeraj, nas že ne zanima. Pa sem hočem povedati, ogromno je dela. In jaz ne poznam popotnika v Sloveniji, ki sprot takole videe dela. Po mojem, da ne zato, ker je to preveč dela, preveč naporno. In jaz sem zjutraj ob enih vstajal, da sem video objavil, zato ker ob enih je bila prva 7 ura in jaz sem vstal, da sem objavil video. Pa potem še storije, pa na Facebooku, pa na Instagramu, pa na TikToku, pa tako naprej. Tako da je bilo to kar dela, ne. No, zdaj razmišljal sem tudi že o novih destinacijah, ne. Rekel sem, da z jugovzhodno Azijo sem za en cajt zaključil, moram imeti še kaj drugega, kaj bolj norga tudi, ne. Drugačnega, z manj turizma, ne. In če čisto po pravici povem, gledal bom tudi na to, da ne bo preveč vroče. Do 30 stopinj super, tam 36 je pa preveč. Veste, to, ko se vse segreje. To, ko stopaš ven, veste, tudi ko si v senci, so stene razgrete, tla razgrete, imaš kar občutek, da si v peči. Ali pa saj, da je to taka dežela, da ima kakšne hribe, ne? Zdaj, destinacije, ki so po planu, so pa tudi večinoma take, ki bom rabil sopotnika, ne? Rečemo Čile, ne? Čile ne morem iti sam, da najamem džip, pa se sam vozim, naredim tam, ne vem, 10.000 kilometrov ali pa 7, to čisto preveč košta. Tako da imam ful poti v mislih, kjer bom rabil sopotnika, ker če bi šel sam, bi bilo to čisto predrago. Zdaj, če je kakšen interesent, naj mi piše. Upam, da bom šel še kdaj skupaj z Rokom pa z Majo, to sta te dva, ki smo bili na Azorih. Super sopotnika. Z njim bi rad šel še kdaj kam, če bo ta ona dva. Zato, ne. Tako da ja, če kdo naj se mi javi, da tudi gremo prej na kakšen krajši izlet, da se spoznamo, da vidimo, če smo za skupaj, ali gremo drugemu na živce, ker veste, večje muke na potovanju pa ni, da če greš ti za nekom, s komor se ne ujameš. To je potem pa za znort. Sicer čisto tazga primera še nisem imel, ampak vem, da je to grozno, ne. Je potem 1000krat bolj sami, ne. No, kaj je po planu? Čile, Pakistan, Saudska Arabija, Peru, Brazilija, Venezuela sem že bil, Venezuela bi šel še enkrat, tle tudi nujno rabim 3 sopotnike. Zambija, Etiopija, Armenija. Bom pa seveda tudi še potoval po Balkanu, ki mi je zmeraj ljub. Imam še veliko zanimivih stvari za pogledati. Pa šel bom na te evropske destinacije, kot so Madeiro, bom nujno šel, ker vidim, kaj je to, nori hribi so, to bom siguran šel, rečemo za en teden.
pa še kaj tacga, ne, rečemo tudi kakšen cipr, pa marsikaj se bo še najdlo, no. Marsikaj, ne. Pa in Silvestrom bi bilo fino, če bi šel kam še z menoj, samo on je majčkeno ni glih najbolj, zato malo ima problem, ker nima dopusta, seveda ne morejo železnice brez snega. Upam, da gre kmalu v penzijo. Upam, da mu zdaj s tem novim zakonom v penziji niso podaljšali penzijo, ker on je tik do penzije. On ima samo še 2 leta do penzije, 3 največ. Upam, da mu niso kaj da bo zdaj mu penzijo še 2 leta, da bo mogel delati, pa da kam grem. Zdaj enkrat gam tudi enkrat bom šel z njemu na kajtanje, bo tudi tu zanimivo malo posnet, kako on kajta, on je strokovnjak za kajtanje, ne. Tako da to bi bilo to, ljudje. Jaz se veselim časov, ki prihajajo. Naredite si tudi vi življenje tako, če nimate idej, preberite mojo knjigo, boste prišli do idej, kako si življenje zrihtati. Pa se vidimo v Sloveniji. Hvala vsem za spremljanje, za vse pozitivne komentarje, za vse lepo se imejte. Adijo.